Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes se podajamo na valove. Z mano je danes Anže Blažič, glavni trener veslaškega kluba Argo Izola. Lepo pozdravljen. Zdrav. Slišim, da imate kar precej stvari zdaj v klubu. Dopoldan imate šole, popoldan imate treninge. Se treningi z junijem zaključijo ali ste zdaj komaj začeli dobro sezono? Tako nekako smo na sredini sezone. Dobro smo že vstopili tudi v tekmovalni del in pravzaprav je poletje še najbolj ugodno za nas, ker se pač šola zaključi, več časa imamo na voljo za same treninge, sicer v precej zgodnih jutranjih urah, ampak ja, čez poletje treniramo pač v precej velikem obsegu. Starejši tekmovalci, člani in mladinci se pripravljajo na večja tekmovanja, kot so svetovno prvenstvo in svetovni pokal. Mlajši tekmovalci pa nekako to obdobje izkoristijo za dobro pripravo na septembrsko državno prvenstvo in pa tradicionalni mladinski šesteroboj, ki je na sporedu teden oziroma 2 tedna pred državnim prvenstvom. Kaj pri veslanju pomeni šesteroboj pravzaprav? V bistvu gre za nek, v narekovajih, pokal Alpe Adria, kjer nastopajo tekmovalci iz Slovenije, Hrvaške in pa Italije in seveda Avstrije. V večjih disciplinah ali zakaj se reče tudi šesteroboj? Ne, pravzaprav se imenuje šesteroboj zaradi dejstva, ker neke države so razdeljene na pokrajine in je v vsaki disciplini nastopa 6 čolnov, kjer gre za 6 predstavnikov in zaradi tega pač je izpeljanka na šesteroboj. Imate pa kar nekaj različnih disciplin, kategorij. Pravzaprav, če se ne motim, tudi zdaj ravno kar uvajate novo. Opazila sem, da ste imeli že tečaj coastal veslanja, kako bi temu rekli, obalnega veslanja tako, ali kako? Gre za tako obalno veslanje. Čolni so malce drugačni, so težji in širši, predvsem so pa prilagojeni za veslanje po valovih. To je v bistvu nekako v Sloveniji še malce v povojih, čeprav v našem klubu se na to temo še najbolj v Sloveniji trudimo za njen razvoj. Je pa res, da v tujini pa je to v bistvu že precej uveljavljena disciplina, mnogo bolj razvita, ker ne nazadnje 2028 v Los Angelesu to postaja ena izmed olimpijskih disciplin. Pa je res takšna razlika? Na jezeru verjetno ni toliko valov. Ponavadi vidimo, da so na sladkih vodah tekmovanja. Je velika razlika med veslanjem na morju in v sladkih vodah? To je najpogostejše vprašanje, ki ga dobim. Razlika je predvsem v tem, da če pogledamo recimo na neki letni bazi, je na sladkih vodah, na jezerih in rekah skoraj zagotovo moč narediti več ur treninga. Mi smo tukaj omejeni zaradi višjih temperatur preko dneva, predvsem pa zaradi valov. Tako da, kot sem že prej omenil, so naši jutranji treningi pač zares jutranji. To pomeni, da smo že najkasneje ob 6 na morju in popoldanske treninge pa vsaj čez poletje zelo redko lahko izkoristimo za veslanje, ker morje je običajno valovito, ogromno je tudi turizma in tako da popoldanske treninge izkoriščamo za drugačne treninge, kot so recimo kolesarjenje, trening moči in tako naprej. Ali to potem delate tudi po zimi? Kdaj pride tisti trenutek v letu, ko greste na vodo? Ja, po zimi smo pa pač zaradi drugih dejavnikov tudi omejeni. Še vedno gre tukaj, je tisti poglavitni razlog so valovi in pa burja pa nizke temperature. Tako da nekje med novembrom in marcem je tega veslanja pravzaprav zelo malo. Zaradi tega pa se trudimo, da vsaj 2-krat, se pravi ob koncu tekmovalnega dela sezone in pa na začetku naslednje sezone poskušamo
to obdobje malo skrajšati z odhodom na priprave pač v tujino. Kje pa pravzaprav sploh veslate v Izoli? Greste direktno iz marine, se odpeljete nekam bolj ven? Kakšen je sploh dostop? Mora biti poseben dostop, ne morete verjetno kar iz plaže na čoln. Teoretično bi lahko tudi tako, ampak generalno mi imamo v marini Izoli precej dobro urejeno. To imamo pomol, ki je namenjen vstopu in izstopu iz čolna in potem pač skozi marino veslamo pač ven na morje in glede na pogoje, glede na veter, potem nekako izberemo, pa predvsem na tip treninga izberemo traso, kjer bomo pač opravili glavnino treninga. Večinoma pa nas boste videli pač med plažo Delfin in pa rtom Ronek oziroma tudi naprej do Piranske punte. Ali za vas tudi velja ta omejitev do 200 metrov od obale, kot naprimer za plavalce? Seveda, predvsem tudi za spremljevalna motorna plovila, kjer so trenerji, pa pravzaprav ta pravila so pravila, ampak mi že tudi, če teh pravil ne bi bilo, pač skušamo ne motiti ničesar in pravzaprav ne samo paziti na druge, ampak tudi pazimo na sebe, tako da se držimo teh recimo pravil oziroma nekih varnostnih ukrepov. Se držite tudi svojega rajona, klub je tudi v Kopru, tudi v Piranu. Ste si mogoče razdelili vode? Ne, sicer večinoma pač tako uporabljamo svoje rajone, ampak ni pač nič neobičajnega, da izolski veslači priveslajo v Koper ali obratno. Sam si pravzaprav tudi priveslal v Izolo iz Kopra, če se ne motim. Tako je. Kaj je pravzaprav botrovalo k temu, da si zamenjal klub? O tem sicer ne rad govorim, ampak pravzaprav delodajalci moji prejšnji niso bili zadovoljni z mojim delom, jaz pa ne niti z njihovim razumevanjem veslanja, tako da danes sem v bistvu precej zadovoljen, da se je tako razpletlo. Prišel sem za moje pojme v boljšo, bolj konkurenčno sredino in lahko rečem, da pač tudi naši rezultati v zadnjih letih kažejo na to, da mogoče kdo ni imel prav. Pa so pogoji dela na obali boljši? Sam si vendarle iz Gorenjske, kot vemo tudi naši zlati olimpijci iz preteklosti so pravzaprav prihajali iz gorenjskih klubov. Ja. Kako to, da si se sam odločil za selitev na obalo? Bila je tako pač veslanje kot tako je v Sloveniji v primerjavi s tujino zelo majhno. Naša celotna zveza recimo šteje tekmovalcev toliko kot nekje recimo na Nizozemskem en povprečen klub. Posledično je tudi možnosti za pridobiti oziroma za dobiti priložnost kot trener manj. Klubov je zdaj v bistvu samo 6 v Sloveniji in sem si pa ampak že tam nekje od srednje šole sem nekako si začrtal to idejo, da bi želel pač upravljati nekoč trenerski poklic in temu sem potem sledil in potem, ko se je pač ponudila ta možnost, ker mi je koprski klub ponudil priložnost, nisem v bistvu kaj preveč razmišljal, niti nisem imel nekih omejitev, da ne bi pač se odločil za to selitev. Fakulteto za šport sem v tistem trenutku pravzaprav končeval in to mi je bila pač edina logična poteza, če sem želel slediti svojim sanjam. Tvoja diplomska naloga je bila pravzaprav ravno analiza treningov, selekcij reprezentance. Na kakšen način si to izvajal? Si bil sam v reprezentanci in gledal, kako so te trenirali, si sodeloval zraven? Kako si pravzaprav opravil to analizo? Ja, tukaj je bil najbolj pomemben člen moj bivši trener in
z naskokom najuspešnejši trener v zgodovini slovenskega veslanja Miloš Janša, ki recimo je še danes zelo cenjen, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini. In ko sem zaključeval pač fakulteto za šport, sem jo želel zaključiti z neko nalogo, ki bo imela neko težo. In potem sva z mojim mentorjem na fakulteti za šport pač prišla na to idejo, ga povabila oziroma prosila za to pomoč oziroma sodelovanje. In tam naprej smo potem začeli pač, predvsem jaz in Miloš, se redno dobivati po treningih in tako po korakih graditi to nalogo oziroma to analizo oziroma pregled te dela v članski reprezentanci. Kaj si pa ugotovil? To tudi samo peljuješ v treninge zdaj? Pač ne gre se tukaj, kaj vse sem ugotovil. Tukaj je pač bolj pomembno, da je ta naloga meni dala neko širino v znanju, ki mi je zagotovo olajšala pač prve oziroma te začetke v trenerskem poklicu. In ja, seveda zagotovo pač še danes precej teh stvari uporabljam tudi v treningih, ki jih planiram in izvajam z mojimi tekmovalci in tekmovalkami. Je težek ta preskok med biti torej nekdo, ki je treniran in potem postati trener? Verjetno pri nas nimamo nekih šol, kjer bi učili, kako pristopati k treniranju. No, šolo dejansko imamo, fakulteta za šport v Ljubljani, tisto, ki sem tudi pač opravil, ampak tako, eno je teorija, druga je pa praksa. In jaz mislim, da med teorijo pa prakso tako po eni strani ni takšne razlike, ampak tisti pač, ki so pa se kdaj preizkusili v tej dotični praksi, pa verjetno vejo, da gre za ogromno razliko. No. Tako da ne vem, jaz mislim, da pač šola ti da neko osnovo, neko širino v tem znanju, ampak jaz tisto seveda pač del tega tudi uporabljam še danes oziroma sem uporabljal, bom uporabljal. Mislim pa, da tisti, ki želijo uspeti kot trenerji, pa morajo, je v bistvu ta šola komaj začetek. No. Tu gre, ne vem, jaz se ogromno pogovarjam tudi s tujimi strokovnjaki, prebiram literature, se posvetujem tudi z našimi bolj izkušenimi trenerji, kot recimo Miloš Janša in mariborski trener Dušan Jurše. Tako da sem v bistvu zelo hvaležen, no, da še vedno sta del tega slovenskega veslanja in da brez vseh zadržkov rada pomagata z nasveti mlajšim trenerjem. Sam sicer treniraš tudi jadralce. Je tu velika razlika med samim treningom, preden se gre na vodo, seveda? Ja, jaz pač pri Jadralni zvezi Slovenije, kjer sem zaposlen, opravljam vlogo kondicijskega trenerja. Osnove so si dokaj podobne, če govorimo o mlajših tekmovalcih, kjer ne gre za neko specializacijo še. Sigurno pa so pač kasneje pojavijo razlike v treningu, ker je popolnoma logično, ker gre za dve popolnoma drugačni športni panogi. Je pa res, da se del tega veslaškega treninga zelo lepo lahko ujema tudi z jadranjem. Nenazadnje je tudi Vasilij Žbogar kar lepo količino treningov opravil na veslaškem simulatorju in pa pač v čolnu. Tako da neki približki so. Je pa res, da je recimo ta trening veslanja tako širok, da mislim, da imamo trenerji v veslanju, imamo pač neko širino, s katero lahko pomagamo tudi tekmovalcem v drugih športnih panogah. Čemu pa slediš? Pogosto slišimo kritike, kako naprimer pri ekipnih športih zelo radi, zelo mlade že pošljejo v fitness, da delajo z utežmi, nekateri potem pravijo ne, dokler otrok raste, ne sme delati z utežmi. Kje je tukaj tvoja pozicija? To se v zadnjih letih se mi zdi, ali pa recimo desetletju,
je treba na tem področju biti še bistveno bolj previden oziroma pozoren, ker če smo pred 30 leti, ne vem, odraščali na drevesih, pa na travnikih, pa v potokih, se je danes to bistveno spremenilo, ne? In danes mladina je bistveno več sedečega položaja, vse več je dela na računalniku, mobiteli in posledično je razvoj drugačen, tudi muskulatura, kosti, vezivna tkiva, vse to se pač razvija drugače. Dejansko pa jaz vedno stremim k temu, da počakam, da pač najprej se posameznik razvije in v tem času pa pač to ne pomeni, da z njim ne smemo nič početi, da moramo čakati, ampak so drugačni tipi treninga, s katerim ga skozi to odraščanje pripravimo na trening, na bolj zahteven trening. No. Tako da. Delate tudi kakšne posebne vaje za ravnotežje ali izbirate in pri vas ostajajo samo tisti, ki že tako imajo boljše ravnotežje? Ne, pa se v bistvu tukaj nima neke vloge to ravnotežje. Samo ravnotežje v čovnu absolutno ja, ampak to ga v bistvu usvojiš s tehničnimi treningi, pa predvsem s kilometri. Da bi pa mi, ne vem, testirali ali preizkušali ravnotežje posameznika v kakršnih koli okoliščinah, pa pravzaprav ne. Se pa ne dogaja, da bi začetniki recimo več časa preživeli v vodi kot profesionalci? Ja, mislim, sigurno več. Čeprav ni to, da je zdaj neko pravilo ali pa vsak dan, ampak se zgodi, da kdaj kdo tudi se zvrne, po domače povedano. Zato tudi v začetkih tiste prve zaveslaje vedno opravljamo v čovnih, ki so primerni za začetnike, ki dopuščajo napake, ki so bolj uravnoteženi. Kasneje recimo presedlajo v neke dvojne dvojce ali četverce, ki so prav tako bolj stabilni čovni. In ko pač osvojijo to potrebno znanje, se preizkusijo tudi v enojcih. Je pa ta obdobje ponavadi razmeroma kratko. Se pravi, starejši tekmovalci so ponavadi v enojcih, prej pa se bolj urijo v čovnih z več sedeži, če prav razumem? Ne, ni čisto tako. Pač to je nekak proces, kako po mojem mnenju najboljš pripeljati otroka do nekega zanesljivega veslanja. Pa se ne gre samo za zanesljivo veslanje, gre se tudi za to, da otrok samemu sebi zaupa in da nima strahu iti pač sam v čovan. Kar se pa potem tiče starejših tekmovalcev, je pa pač testiranja, pa lastnosti tekmovalca pokažejo, kam pravzaprav sodi oziroma v kakšni posadki se najbolje znajde in katera posadka je v bistvu potem na koncu najhitrejša. Kako pa jih testirate? Nekako osnova je vedno enojec. Vedno pač tudi te večji del bazičnih priprav pravimo v enojcih in potem tiste recimo stavimo na neko homogenost, tisti, ki so pač hitrejši oziroma podobno hitri, se preizkusi najprej recimo v dvojnih dvojcih, pa kasneje, če gre tudi za neke hitre dvojne dvojce, če je to zdaj eden, da izstopa, se najbrž nadaljuje v dvojnem dvojcu, če so dva, trije, se skoraj obvezno preizkusi tudi dvojni četverec. Tako da pač z nekim poizkušanjem. No, je pa res, da, kot sem že prej omenil, da nismo glih neka veslaška velesila, tako da tudi nimamo toliko tekmovalcev, da bi vsako leto zdaj mogli na veliko to stestirati. Dejansko dobro poznamo naše tekmovalce in poznamo pač, kje se najbolje znajdejo. Kdo pa so velesile v veslaštvu? Govorimo tukaj bolj o evropskih državah? Večinoma evropske, čeprav to ne pomeni, da samo Evropa izstopa. Dejansko se malček se porazdelijo tudi po disciplinah. No, gre pa tukaj recimo v Evropi zagotovo izstopajo Velika Britanija oziroma Anglija,
pa Nemčija, Nizozemska, Italija. V tujini pa so zelo močne, mislim v tujini, izven Evrope pa so zelo močna, je recimo Nova Zelandija, pa Kanada, Združene države Amerike, Kitajska. Pa to so verjetno že stari centri moči, lahko rečemo, da sta Iztok Čop in Luka Špik pri nas bila nekako vrhunec, ki se verjetno ne bo tako hitro ponovil, ali imamo kakšne nadebudne mlade? Ja, to je zdaj precej tako nehvaležno govoriti. No, gre res za posadko, ki je naredila nekaj neverjetnega. Ne? Če samo pogledamo, koliko let sta bila v samem svetovnem vrhu in koliko medalj sta prinesla, je to pač spoštovanja vreden dosežek, oziroma mislim, da lahko z občudovanjem gledamo na karieri tako od Iztoka in Luke. Trenutno pa kakršno je stanje v slovenskem veslanju, govorim z rezultatskega vidika, ker ta suša nekaj časa že traja, bi bil že zadovoljen samo z eno medaljo iz svetovnega prvenstva, ne, da nekdo ponovi vse to, kot sta pač one dva dosegla. Pa misliš, da je to možno? Mogoče že letos nekaj medalj vendarle ste že dobili v klubu? Ja, možno je vedno, ne. Zdaj, samo kakšne so te možnosti, ali so realne, ali so pač neka bolj kot ne želja. Pri nas v klubu imamo pravzaprav, kar se rezultatsko gledano tiče, najuspešnejšega tekmovalca zadnjih 10 oziroma najmanj 10 let, to je Rajko Hrvat, ki pa nastopa v neolimpijski disciplini. Lahki enojec, ampak mogoče država pa še kdo na to disciplino gleda malo drugače. Ko pa je treba trenirati, pa se njegov trening popolnoma nič ne razlikuje od težkih veslačev, oziroma sem močno prepričan, da trenira več kot nekateri težki veslači. In vlaga svojega časa, volje, energije v to. Tako da, tudi na minulem evropskem prvenstvu pač sta bila naša dva tekmovalca najuspešnejša iz slovenske reprezentance. Rajko Hrvat je osvojil 4. mesto v lahkem enojcu, naša najboljša članica v Sloveniji, protokočlanica našega kluba Nina Kostanšek, pa je osvojila 9. mesto med ženskimi enojci. Zakaj pa lahki enojec ni olimpijska disciplina? Ali enojec sicer je olimpijska disciplina? Ja, med lahkimi disciplinami je v bistvu v olimpijskem programu samo dvojni dvojec. In tako da tisti lahki veslači, ki pač poskušajo priti na olimpijske igre, poskušajo priti preko dvojnega dvojca v tujini, kjer je pač tudi konkurenca v teh med lahkimi veslači večja, ali pa preprosto, da se skušajo prebiti na vrh pač med težkimi veslači. Kaj pa razlika med lahkimi in težkimi? Verjetno ne govoriva o dejanskih kilogramih veslačev. Dejansko govoriva o kilogramih, ja. Pri lahkih veslačih je zgornja meja teže, v enojcu 72,5 kg, oziroma v posadki 70 kg mora biti najvišje povprečje obeh. S tem, da spet najtežji ne sme imeti več kot 72,5 kg. Lahko ima en 72,5 kg in drugi 67,5 kg in je to potem pač povprečje 70, več od tega pa ne sme biti. To so težki ali lahki? To so lahki. To so lahki. Kaj pa težki potem? Pa od te meje gor? Ni nobene omejitve. Tudi lahki veslači. Rajko, recimo, ta minuli konec tedna na Bledu smo imeli mednarodno regato, je nastopal oba dva dneva za težke veslače in tam ni nobene ne navzgor, ne navzdol omejitve. Samo pri lahkih je pač zgornja meja in preko te teže ne smeš. Ker stvar je v tem, da verjetno potem več, ko imaš kilogramov, več imaš mišic. Recimo tako, ja. V grobem povedano. Pač gre za težje veslači, so v primerjavi z lahkimi veslači, so, kot že ime pove, pač so težji, večji, z večjim razponom rok, z daljšim zaveslajem. Načeloma so hitrejši. Pa je Rajko mogoče razmišljal, da bi vseeno šel tudi v katero od težjih disciplin? Prihodnje leto se približuje olimpijske igre.
je mogoče to izrazil kot željo? Zdaj naslednji najin postanek bo svetovni pokal v Lucernu. Tam bo nastopila tudi Nina in tam bo Rajko nastopil še kot lahki veslač. Po Lucernu pa pač kandidirava za mesto v težkem enojcu in za mesto na svetovnem prvenstvu, ker se na letošnjem svetovnem prvenstvu delijo prve olimpijske vozovnice. Prvih 9 tekmovalcev si zagotovi nastop v Parizu. Je pa res, da je pač tukaj konkurenca zelo, zelo izenačena in močna, tako da teh 9 mest je precej težko ujeti. No. Ampak če pa ne poskusiš, pa je pa res nemogoče. Moraš kot trener potem delovati tudi malce kot motivacijski vodja? Ja, sigurno, vedno. Vedno je treba v bistvu ujeti pravi trenutek. Pomembno je, kdaj reči, v kakšnem trenutku kaj reči. Zagotovo pa si kot trener, oziroma bi moral biti pač tista prva opora, ali je to pri slabih oziroma pri težkih trenutkih ali pri veselju. Jaz pač poskušam delovati tako, da upam, da pač to moji tekmovalci zastopijo, da sem tam v bistvu zaradi njih. In ja, vedno v bistvu mislim, da trener ima še kakšno bistveno drugačno vlogo kot samo trener pa motivator, tako da ja. No, kdaj pa bo sicer to svetovno prvenstvo v Lucernu, to je enkrat konec letošnjega poletja? Ne, svetovno prvenstvo je v Beogradu septembra. Svetovni pokal je prej v Lucernu v mesecu juliju. Svetovno prvenstvo pa pač septembra v Beogradu. In s tem se potem sezona zaključi za letos? Ali? Pomemben del sezone se s tem zaključi. Ja. Pravzaprav nas potem čaka še državno prvenstvo in neka revijalna sprint regata na Ljubljanici. Ampak tisto najbolj pomembno, kar pač, zakaj se celo leto, pa tudi prejšnje leto pripravljajo člani, je pač to svetovno prvenstvo in to ima največjo težo v letošnji sezoni. In tako da to je tisto, za kar imamo na koledarju obkroženo za konec sezone. Če veslate po rekah, ali veslate proti ali s tokom? Ja, oboje se, če nekam veslamo, je treba priti nazaj. Ni tako, da bi potem čolne dali na tovornjak in se odpeljali v drugo smer? Ne, pač sploh ne v treningu. No. Recimo v Mariboru veslajo na reki, imajo čudovit klub in pravzaprav saj ne gre, ponovadi so klubi locirani nekje na nekim bolj mirnem delu reke. No. Tako da sigurno je mogoče to neka manjša težava, vsaj pri recimo meritvi časov, ampak za samo veslanje pa ne predstavlja tako velikega problema, ko je reka normalno hitra. No, pa tudi pač v Ljubljani isto veslajo na Ljubljanici in gre za oba pač tako precej uspešna, dobro organizirana kluba, tako da ne vidim tukaj večjih težav. No, saj ne nazadnje, vi imate tudi morske tokove, vam to kdaj zagode? Zagode ravno ne, ker pač takrat, ko so te morski tokovi močni ali pa valovi veliki, ne odhajamo na morje, pravimo suhi trening. Je pa precej razvidno, ko recimo upravljamo nek ali intervalni trening, kakršenkoli trening, pri katerem beležimo čase ali merimo razdalje, kakorkoli. In tam se vidi, da prihaja pravzaprav na vsakih 20 metrov do sprememb hitrosti, včasih kar občutnih sprememb hitrosti. Tako da z tega vidika je Blejsko jezero najbolj primerno za upravljanje takih treningov, recimo temu kriterijskih treningov ali treningov, na katerih pač merimo čas. In je pravzaprav tudi edino
Blejsko jezero oziroma Blejski klub je tudi edini, ki ima uradno veslaško progo v Sloveniji. Sej, o kako dolgih čovnih pa tukaj pravzaprav govoriva? Pred intervjujem si mi zaupal, da enojec tehta približno 14 kg, ampak kako dolg pa je ta čovn? Kako jih sploh spravite, naprimer, do Beograda ali do Lucerna? Te dolžine se malce razlikujejo, ker če smo prej govorili o težkih pa lahkih veslačih, je tudi čovn prilagojen za težo veslača, ampak načeloma se te dolžine pri enojcu so tam od 7,5 metrov do dobrih 8 metrov. Seveda dvojni, dvojci, četverci so še daljši, pri usmercu pač pa usmerec pa je sestavljen pravzaprav iz dveh delov, tako da se ga da na pol in potem naloži na prikolico. Te naše prikolice, ki so namenjene prav posebej prevozu veslaških čovnov, so dolge nekje okrog 10-11 metrov, tako da brez problema naložimo te čovne gor in odpeljemo, kamor pač gremo. Tudi na avion? Na avion, mislim, če so tekmovanja v tujini, oziroma v tujini predvsem na drugih kontinentih, se te čovne ali se jih pošlje s kontejnerji tja, ampak jih je treba poslati že 2 do 3 mesece pred tem. Druga opcija pa je pač najem čovna na tisti lokaciji. In če imate 2 do 3 mesece prej že recimo čovne v kontejnerjih, na čem pa potem trenirate? Verjetno nimate ravno veliko teh čovnov. Ne, pač tukaj gre za tisto obdobje pač najame rezervni čovn ali nekateri klubi imajo tudi možnost treniranja oziroma imajo tudi možnost oziroma imajo več čovnov, tako da lahko v tem vmesnem obdobju trenirajo v drugem čovnu. Je pa res, da je to pač redkost, ni zdaj, da vsako leto moramo nekam v Azijo ali pa v Ameriko odhajati, čeprav drugo leto nas pa res čaka v Kanadi svetovno prvenstvo, tako da. Pa morate letno tudi menjavati čovne? Ne, mislim, kot disciplino, ja, lahko menjamo kot čovn, kot naše osnovno sredstvo, pa ne, razen upam, da pač ne pride do kakšne poškodbe, kjer se pač oprema poškoduje, potem je treba ali popraviti ali zamenjati, ampak načeloma pa se čovn, če je nov, uporablja nekaj let. Pa pride pogosto do teh poškodb, iz kakšnega materiala sploh je ta čovn? Tukaj gre predvsem za karbonska vlakna, neke plastike. Pač gre za materiale, ki so v osnovi precej krhki, no, tako da če pride do nekega naleta v kakšen drug čovn ali v obalo, se to pravzaprav zelo hitro poškoduje, no, tako da moramo biti zelo pazljivi pri tem. Mi kot trenerji se trudimo, da smo ves čas s skupino veslačev, da tudi mi pazimo, sploh pri mlajših, ki veslajo. Drugače pa tako, ja. Včasih, predvsem med poletjem, ko se malo turizem začne tukaj odvijati, starejši veslači včasih kar malo potožijo po treningu, da jih vrat boli, ker se morajo precej obračati okrog in gledati, da ni kdo za njimi. Tako da smo edini šport, ki proti cilju gremo v rikverc. Starejši veslači imajo torej probleme z vratom, kaj pa mladi? Kdaj pravzaprav lahko začnemo, naprimer, veslati? Govorimo tukaj o otrocih takoj, ko se naučijo plavati, ali jemljete tudi kakšne neplavalce mogoče? Narava našega športa je taka, da je v bistvu nekako vpis v klub v primerjavi z ostalimi športi precej pozen. Mi vpisujemo recimo nekje v 5. in 6. razredu, torej pri 11, 12 letih, načeloma takrat so že vsi plavalci. Tako da, ja, včasih je pač tudi precej težko, ko iščemo neke nove talente, ali pa saj se ne gre tukaj samo za talente, saj če bi iskali samo zmagovalce, potem ne bi prišli nekamor, pa prazne klube bi verjetno imeli. Mi si pravzaprav, naša vrata so odprta vsem, ki se želijo
samo pač preizkusiti v tem športu oziroma se ukvarjati s tem športom, ker ne vem, moje mišljenje je, da nek vstop v nek šport z željo ali prepričanjem, da boš nekoč svetovni prvak, tako ali tako po mojem ni pravilen. No, ampak če se vrnem k tistem, ko sem prej govoril, malo smo omejeni, ker pri 11-12 letih tisti, ki imajo željo se ukvarjati z nekim športom, so večinoma že tako po drugih športih, ker ne vem, nogomet, košarka, plavanje, to so vse športi, ki jih pravzaprav pri 5-6 letih lahko začnejo trenirati in potem čez 5 let pa nekako šele komaj mi lahko ponudimo priložnost tem pač najmlajšim veslačem. Zakaj pa tako pozno pravzaprav? Ja, osnovna zadeva je ta, da so pač čolni niso prilagojeni za manjše oziroma mlajše. To je pač osnovna zadeva. Druga stvar je to, da mogoče bi lahko tudi z mlajšimi začeli, pa mogoče ne s tako specialnimi vsebinami, kot je veslanje, bolj v smislu nekih preprostih športnih uric, kjer bi razvijali neko osnovno motoriko in jih pripravljali za mogoče na neke veslaške treninge, malo bolj resne. Ampak tukaj se spet potem naletimo na neko podobno težavo, o kateri smo govorili pred nekih 15 minutami, in to je pač kader. Klubi smo nekako, sicer smo majhni, ampak ko pogledaš, koliko imamo na voljo kadra, pa koliko je v klubu otrok, je pa v bistvu nismo več toliko majhni, tako da si moramo kar fino pomagati tako pri delu z najmlajšim. Najmlajših je največ, kar je pač logično, ne. In ja, če želiš dodatne aktivnosti, rabiš tudi dodaten kader, tega pa pač ni, oziroma vse manje tistih entuzijastov, ki bi bili pripravljeni mogoče tudi kakšno uro tako delati prostovoljno. Tako da. Koliko pa vas je, če ni skrivnost, v primerjavi z vašimi treniranci? Ja, mi trenutno v našem klubu delujemo 3 oziroma 4 trenerji. Jaz sem glavni trener in imam pokrite pač člane in mladince. Milan Kocijančič trenira mlajše mladince in Sebastian Markežič je glavni trener za pionirsko sekcijo. Koliko pa je vpisanih? V našem klubu vadi približno 60 tekmovalcev. To je torej kar precej. Brala sem neke podatke, da je okoli 200 tekmovalcev po vsej Sloveniji. Je to možno? Ja, nekako tako, ja. Saj mi smo v bistvu, mislim, da mi in pa Maribor, da smo tam nekje pač najbolj številčni klub v Sloveniji. Tako da, ja, mislim, da bi lahko rekli, da si skoraj polovico, vsekakor pa vsaj tretjino vseh tekmovalcev prihaja iz teh 2 klubov. Ste torej tudi vi tisti rivali potem za najvišje mesta na državnem prvenstvu? Ja, v zadnjih letih nekako poteka ta troboj med nami, Mariborom in pa Bledom. Seveda, ampak govorimo o končnem številu zlatih medalj. Zdaj v eni disciplini prednjačijo eni, v drugi, v tretji disciplini je mogoče malo bolj tesno, pa je težko napovedati, kdo bo na koncu zmagal. Ampak ja, nekako na koncu se običajno ti 3 klubi borimo za največje število zlatih medalj. Ali potem tudi vsak pri sebi organizirate tekmo? Sami ste sicer morali zaradi slabega vremena maja že odpovedati svoje tekmovanje. Ga boste mogoče prestavili na kasnejši datum? Tako je, pač vsak klub v Sloveniji organizira svojo regato in neko nenapisano pravilo je, da se vsi klubi slovenski udeležimo vseh slovenskih regat. In na ta način pač tudi eden drugemu pomagamo pri višji udeležbi, čeprav tukaj naših obalnih regat se udeležujejo tako italijanski kot tudi hrvaški klubi.
Kot drugo pa, ja, žal letos pa nam je malo zagodlo vreme, tako da mi smo bili 100%, organizacija je potekala že mesec, oziroma mogoče že več kot mesec pred samo napovedano izvedbo regate. In, ja, ampak na koncu pač preko vremena in teh vremenskih razmer se ne da iti in na prvem mestu je vedno varnost tekmovalcev, tako da smo tekmovanje odpovedali. Nekako pa se ne poslužujemo teh prestavljen regat v Sloveniji, no, ker smo že sam koledar, letni koledar regat je precej pester, tako da enostavno, če odpade in upamo na boljše vreme naslednje leto. Ne boste pa imeli, lani ste imeli tekmovanje tudi v oktobru, to še ostaja? Seveda, v oktobru pa organiziramo odprto državno prvenstvo v Kostel veslanju in tam pa dvomim, da nam bo vreme zagodlo, ker pač s temi čovni se pa da tudi v precej bolj razburkanem morju veslati, tako da upamo, da letos zopet tako kot lani uspešno in številčno organiziramo to tekmovanje. Če sem prav razbrala iz vašega videoposnetka, se Coastal veslanje začne dobesedno na obali, s tem, da torej tekmovalci niso še v čovnih na začetku. To je ena izmed disciplin, ki je v bistvu najbolj popularna, pa mogoče za opazovalce, gledalce tudi najbolj zanimiva, najbolj nepredvidljiva. Dejansko tako drži, tekmovalci pričnejo, oziroma v posadki eden tekmovalec začne oziroma nekje 50 metrov od čovna na obali, običajno gre to za peščene plaže. Na znak štarterja mora teči do čovna, se usesti v čovn in potem sledi slalom med 3 bojami, obrat in pa šprint nazaj na obalo. Tam pa zopet mora eden izmed tekmovalcev se stopiti iz čovna in leteti oziroma teči nazaj na tisto začetno mesto, kjer s pritiskom na gumb ustavi uro. In ja, tako je. Mislim, da bi za nekega tretjega opazovalca, če bi pač to prižgal TV in gledal to ali pa naše klasično veslanje, jaz mislim, da je bolj spektakularno tako za gledalce kot tudi za športnike. No. Ja, sliši se malo bolj kot igre brez meja ali kaj podobnega. Ja, recimo, lahko je bilo nekaj takega, oziroma jaz bolj to, če bi recimo preslikal mogoče na zimske športe, se mi zdi, da so neko tako podobno zadevo tam uvedli s temi X Games. In tako jaz mislim, da je mogoče se bo tudi tukaj našlo več sponzorjev, ki bodo pripravljeni podpirati taka tekmovanja. Vsekakor se bo pa, mislim, da vsaj malce razširil tudi tisti krog favoritov za zmago, ker gre možnost za napake znotraj pač tega tekmovanja oziroma v času med štartom in ciljem je bistveno večja kot v klasičnem veslanju. Tukaj gre za slalomiranje, gre za obrate, gre ne nazadnje tudi za bolj nemirno morje, gre za šprint. Tu lahko se pač govorimo o veslanju, ampak dejansko se lahko odloči v teku. Tako da bistveno več elementov je, ki ne nujno, ampak načeloma lahko vplivajo na končni rezultat. Tako da ja, bomo videli, kako se bo to naprej razvijalo, no. Ampak mi smo začeli tudi s organizacijo te regate, pač smo hvaležni, ker se jo udeležujejo tudi nekateri celinski klubi, ki se s tem še ne ukvarjajo, ampak nas prav tako pač pridajo podpreti, tudi njim je to zanimivo in upam, da bo letos udeležba še številčnejša kot lani. Koliko pa vas je bilo lani? Vse to na pamet ne bi vedel, ampak mislim, da okrog 50-60 tekmovalcev, da je bilo. Kaj pa je poleg tega še potem ergometrično veslanje? Tudi v tem tekmujete? To so pač simulatorji veslanja. Mi enostavno je nemogoče, ker nismo dvoranski šport, ampak smo pač na odprtem in
je nemogoče vse treninge izpeljati na morju oziroma v čolnu. Ne nazadnje tukaj med zimo praktično ne veslamo, tako da nekako je ta ergometer oziroma simulator veslanja je neka glavnina treninga v zimskem obdobju. Na teh ergometrih imamo neke standardizirane teste, ki jih vsako leto izvajamo in pravzaprav so te testi neke vrste tudi tekmovanja. Zdaj to ne gre za uradno tekmovanje, ampak teste, ki jih upravimo ali na skupni lokaciji. Dobro, v zadnjih letih to nas je pač COVID navadil, smo spoznali tudi, da lahko vsak v svojem klubu naredi, pa potem pač pošljemo rezultate običajno selektorju, ki jih zbere, uredi in potem razpošlje po klubih, tako da nekako imamo znotraj države neko interno primerjavo, koliko kdo v bistvu na določenem testu je hiter oziroma kakšna je njegova trenutna treniranost. Organiziramo pa, oziroma je pa organizirano tudi dejansko tekmovanje na 2 km, ki šteje tudi kot državno prvenstvo in tega se pač prav tako vsi udeležimo. Je pa res, da tukaj mogoče se bo komu to zdelo hecno, ampak ni nujno, da tisti, ki je najhitrejši na simulatorju, da je najhitrejši tudi v čolnu. Kako pa se meri? Pravzaprav tudi merite simulacijo dolžine ali se gre za število potegov na minuto? Kakšne so enote tukaj? Pravzaprav je vse zelo podobno. Tako kot sem rekel, je simulator veslanja, tako da gre za neko simulacijo pač normalnega veslanja, čeprav gre za malce drugačne občutke, kot so dejansko v čolnu. Tudi manj dejavnikov je, na katere moramo biti pozorni, ker dejansko smo mi na varnih tleh v telovadnici in je toliko manjši vpliv oziroma ni nekega vpliva ravnotežja, tudi z tehnične napake ali pa malce slabša tehnika veslanja te tukaj ne upočasni. Dejansko pa tako kot v čolnu se meri število zaveslajev na minuti oziroma tako pogovorno rečeno veslaški tempo. Meri se pa pač sila potega v vatih in na podlagi tega ti računalnik na simulatorju preračunava tvojo hitrost in hitrejši, ko si hitreje se števajo ali odštevajo metri, vedno bliže si cilju. Je pa pač na zaslonu še en kupek nekih drugih informacij, s katerimi si pač tekmovalci in tekmovalke pomagajo. Gre za za hitrost, pa povprečno hitrost in vse te zadeve. Tako da pravzaprav je nadzor treninga tukaj lahko še boljši kot v čolnu. Pa sicer se pri vaših tekmovanjih šteje samo hitrost ali se točkuje še kaj drugega? Šteje samo, kdor prej pride od štarta do cilja, tako da nimamo nekih ocen ali točk za slog ali karkoli, kot imajo recimo v smučarskih skokih, ampak dejansko je surova tekma, kdo bo pač prvi v cilju in to je to. Mimogrede, si kdaj odšel ogledati tudi tisto slavno tekmo med fakultetami v Angliji? V živo ne, po televiziji pa vsako leto. Se ti zdi, da bi kaj takega lahko tudi pri nas naredili? Univerza na Primorskem proti ljubljanski, mariborski? Absolutno, jaz mislim, da bi bilo to celo skoraj nujno, da bi se zelo trudimo v bistvu v zadnjih letih promovirati to veslanje po osnovnih šolah, ampak mislim, da ne bo nič narobe, če se bomo počasi lotili mogoče tudi iskanja talentov med starejšimi tekmovalci oziroma bodočimi tekmovalci. Ne nazadnje je tudi v svetovnem merilu oziroma v svetu veslanja so primeri, kjer so olimpijske medalje in to več olimpijad zapored osvajali tekmovalci, ki so se z veslanjem pričeli ukvarjati pri 18-20 letih. Tako da, ampak
ja, sej tako na papirju rečeno, bi to lahko ne samo to, ampak še 100 drugih projektov bilo. Ampak na koncu spet nismo odvisni samo od sebe in od lastne volje, želje, entuzijazma, ampak so pač tukaj še drugi dejavniki. Ampak ja, da ne zakorakava predaleč, pač jaz mislim, da bi bilo to zelo lepa popestritev v tekmovalnem smislu, v nekem zdravem rivalstvu in ne nazadnje najbrž tudi v kakšnem novem veslaču. Ko si že ravno omenil leta, sam bi verjetno lahko še treniral. Do kdaj pravzaprav ponavadi veslači trenirajo? Ja, zdaj dejansko bi lahko še treniral. Ja. Rajko ne nazadnje je zdaj trenutno najstarejši slovenski tekmovalec, pa bo dopolnil 37 let. Tako da nekje on, recimo, no, to ni nobena skrivnost, nekako se ta zaključek njegove kariere se približuje. No, to ne pomeni, da bo pač zaključil letos ali drugo leto, ampak zelo redki so primeri tekmovalcev nad 40 let, ki so osvajali medalje. So pa, no, so redki, ampak pač so. Ne. Tudi Iztok Čop je svojo zadnjo olimpijsko medaljo v Londonu osvojil. Ne bom zdaj trdil, da je bil že 40 star, ampak mislim, da je v tistem letu dopolnil 40 let. No, pa dajva za konec še morebiti, če si upaš takole postaviti stavo ali željo za to, kaj bojo tvoji treniranci oziroma vaš klub dosegal letos, na kaj upaš, na kaj ciljaš? Gledano generalno na vseh tekmovanjih. Ja. Bom začel z najmlajšimi, zato ker se zaradi vseh obveznosti pri članih sem z njimi najmanj in je prav, da mogoče tukaj najprej od njih spregovorim. Jaz mislim, da imamo eno tako čudovito generacijo pionirjev, naših najmlajših tekmovalcev trenutno v klubu in oni se zdaj zelo pridno pripravljajo najprej na ta šesteroboj, kjer sem prepričan, da bomo kvalificirali vsaj 3 čolne. Na državnem prvenstvu kot klubsko gledano, se pravi, tekmujejo vse kategorije. Zdaj, lani smo bili skupni zmagovalci, tako da letos pač tako je, ko si zmagovalec, potem drugo leto ne moreš ciljati nižje. Ne. Pač želimo si, da bi tudi letos osvojili izmed vseh klubov največ zlatih medalj na državnem prvenstvu. Če se pa zdaj vrnem k starejšim tekmovalcem, tu imamo seveda vmes še mladince, ki recimo pri katerih nekako bolj dolgoročno nastavljamo ta razvoj, se ne ukvarjamo preveč s tem, če komu mogoče eno leto ne uspe priti v reprezentanco, ampak gledamo dlje, gledamo, kako jih bomo dobro razvili, kako jih bomo uspeli pripeljati med člansko kategorijo. Kar se pa tiče naših članov, tukaj pač izstopata Nina Kostanšek in Rajko Hrvat. One dva zdaj pač se, kot sem že prej povedal, pripravljata na tekmo svetovnega pokala v Lucernu. Če smo zdaj pri samih ciljih, bi pri Nini rad videl, da nadaljuje s takim vzponom in s takimi odličnimi predstavami, kot jih je letos pokazala tudi na Bledu na Evropskem prvenstvu. Tam smo mogoče ciljali malce višje, pri Rajkotu pa se ni šlo, tako da bo ta tekma svetovnega pokala v Lucernu bolj kot ne služila za to, da sam sebi znova dokaže oziroma še enkrat dokaže, da v bistvu je še vedno v stiku z najboljšimi oziroma pač to bomo poskušali doseči. Kar se pa tiče samega zaključka oziroma tega najpomembnejšega dela sezone, ki nas čaka v Beogradu na svetovnem prvenstvu, pa je pač tako, da se cilj mislim, mi dva z Rajkotom trenirava
z željo po osvojitvi medalje. To nam je cilj in to je pač nek tak visok cilj, ampak mislim, da je realen in to je pač tisti cilj, ki ti pomaga potem iz dneva v dan skozi vse naporne treninge. Tako da lani nam je uspelo, jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi vsaj ciljali na ponovitev nečesa podobnega letos. Kar se pa tiče Nine, pa si želim, da bi se v bistvu poskušala čim bolj približati tistim prvim 9 čolnom oziroma vstopnicam za olimpijske igre v Parizu. Na Evropskem prvenstvu na Bledu je dokazala, da izmed slovenskih čolnov, ki so tam nastopili, morda ima še najboljše možnosti glede tega. Če pa grem recimo še malo širše, si pa najbolj izmed vsega želim, da bi še naprej oba uživala v tem športu in nadaljevala svoji karieri. Anže Blažič, lepa hvala. Preden se posloviva, samo še toliko. Imate mesta za poletno šolo že zapolnjena ali se mogoče lahko kak gledalec še prijavi? Ne, absolutno. Mi smo nekaj mest je že zapolnjenih, ampak letos smo to poletno šolo razpisali čez celo poletje ravno zaradi tega, da se lahko vsak otrok oziroma starši odločijo, v katerem terminu bi želeli priti. In tako da teh mest bo zagotovo zadosti. Jaz upam, da bodo te naši nadobudni bodoči veslači, a pa tudi, če niso bodoči veslači, pač otroci, ki bi radi preživljali poletne počitnice na svežem morskem zraku z nekimi novimi aktivnostmi, ki jih pač v osnovni šoli pri urah telovadbe ne spoznajo. Jih vse vabim, da se nam priključijo. Vsako leto dobimo zelo veliko pozitivnih odzivov. O tem tudi priča, da fanti in dekleta, ki v prejšnjih letih prihajajo vedno znova vsako leto. Tako da jaz mislim, da zabava in lepo aktivno preživljanje počitnic je skozi ta projekt, ki ga pač mi tukaj poskušamo organizirati oziroma vsako leto nadgrajevati, da je zagotovljena, tako da vsi lepo vabljeni. Anže Blažič, lepa hvala, da si odtrgal čas od mnogih treningov in se oglasil v studiu in pa seveda srečno z vsemi letošnjimi tekmovanji. Hvala lepa. Vi, dragi gledalci, pa ostanite z nami na Megafon TV. Vidimo se prav kmalu, ne pozabite pa, da vas vsak ponedeljek in četrtek ob 18. uri čaka nov In Vivo Veritas. Lepo se imejte in se vidimo kmalu.